Bi znali pomagati osebi, svojcu, prijatelju ali neznancu, ki je doživel srčni zastoj? V Sloveniji srčni zastoj doživi več kot 1500 oseb letno. Preživetju največ prispevajo prav očividci, ki znajo pravilno ukrepati v prvih 5 minutah. V simulacijsko-izobraževalnem centru Zdravstvenega doma Ljubljana zato vsak dan organizirajo tečaje temeljnih postopkov oživljanja in prve pomoči. Špela Lobe. Sem kar zadihana, pa mi srce močno nabija. Nekaj minut pred tem prometna nesreča, hudo poškodovan kolesar. Imamo poškodovanca pred zdravstvenim domom Metelkova smo. Amputirano ima levo roko, ni pri zavesti. Poškodovanec preneha dihati. Začni z oživljanjem. Prometna nesreča, amputacija, najprej zaradi močne krvavitev ustaviti krvavitev, potem pač preveriti, če diha, in ko neha dihati, v bistvu, da se pač prične reanimacija. Sem vesela, da sem lahko nekaj takega preizkusila v pač neki varni situaciji, mislim v varni simulaciji, da imam občutek, kako se da odreagirati, kakšne so moje realne reakcije. Ne glede na to, da je situacija zaigrana, pa ni enostavna. Ker se ustrašiš, ja, nam bo uspelo ga nazaj oživiti, da bomo prav naredili te stvari, da bomo znali kot ekipa vsak opraviti svoje delo. V Sloveniji vsak dan srčni zastoj doživi 3 do 5 oseb. Znanje o tem, kako hitro ukrepati, če smo priča takšnemu dogodku, je ključno za njihovo preživetje. Zato je cilj teh izobraževanj udeležence naučiti, da če se karkoli zgodi, znajo pristopiti, pazijo na svojo varnost in čim prej pokličejo dodatno pomoč in izvedejo stvari, ki so pomembne, da oseba preživi. Markovič tudi tiste, ki jih skrbi, da ne bi znali ukrepati, poziva, naj v takšnih primerih ne odkorakajo naprej. Če ne drugega, vsaj pokliči dodatno pomoč, pomagaj po najboljših močeh. Saj lahko s tem nekomu resnično rešiš življenje.